Malo sem se nasmejala, ko sem brala komentarje zanč, ki so zaradi tega protesta kmetov, ki so eni bili kar malo pametni, pa so rekli, ja, sej, če ne bo v trgovina hrane, bomo šli pa na kmete. Res? Veliko si upate, bom rekla. Zato, ker, a veste, to ni kmet, ni trgovina. Lejte, zdaj vam bom še enkrat pokazala. A vidite, od tizgale česna tamle, pa tole, to je omejena kvadratura. In tam gor se lahko pridela hrane samo za tok in tok ljudi. Se pravi, določeno število ljudi. In če se ne postavite v vrsto, da bi želeli imeti tako naravno pridelano zelenjavo, pač ne boste tisti let dobili. Jaz sicer viške prodam trenutno na tržnici, tako da to je to, kar je, pol je pa zadeva zaključena. A ne, če pa kdo misli, da bo kar prišel v naše stanovanje ali pa v naše hiše, pa v naše špajze, lejte, tole. Bom kar konkretna, direktna, zato ker vidim, da veliko ljudi še ni dojelo, kaj se dejansko dogaja po svetu glede prehranske varnosti. Vi morate vedeti, jaz upam, da večina vas ve, da 20. maja bojo imeli na mizi v WHO-ju te sporne amandmaje in ta IHR pravilnik, kjer se bo odločalo o naši usodi, se pravi o človekovem dostojanstvu, človekovih pravicah, svoboščinah. Verjetno vam je tudi znano, da WHO vodi, ne moram reči človek, ampak nekdo, ki mu je dokazan genocid nad lastnim narodom. Pol nam je jasno, koliko je ura, da ne velja za njih več dostojanstvo, ampak samo še želja po premoči glede na finančni status. Jaz sem danes malo zmršena, zato ker sem hitela zdajle tamle krompir zasipavati, ker letos ga nimam veliko. Sem rekla toliko za doma, da ga bomo imeli, pa bom rajš namenila proste površine fižolu, zato ker fižol obstane, je nadomestilo za meso, lahko ga je shraniti, pa komot ga imamo 2 let, če je seveda pravilno shranjen. Gremo kar na tematiko in to je dogodki v Beogradu oziroma Srbiji. Vedno več je znanih podrobnosti, zakaj se pravzaprav dogaja. Malo si tudi pogledajte na Googlu, odtipkajte noter ali pa po teh spletnih brskalnikih, pa vam bo marsikaj ven vrglo. Ne vem, kaj naj rečem. Zelo smo zabluzili z vzgojo pri otrocih, no saj večina. Jaz to popolnoma razumem, ker starši po cele dneve delajo, vedno več je računov, vedno višji so ti računi, vedno večje so potrebe, vedno višji standard in da mu ti slediš, moraš pač slediti določenim pogojem tega standarda, to pa je imeti čim več denarja, da si določene stvari sploh lahko privoščiš, ker drugače so otroci diskreditirani, v šolah se z njih norce delajo, če nimajo najnovejših znamk in tako naprej, razen če res se starši z otroci pogovarjajo in jim dopovejo, da ni vse v teh svetovnih blagovnih znamkah, ampak je največja vrednost v tem, kako družina skupaj drži, kako družina sodeluje, da gre skupaj na dopust, da gre skupaj na izlete, da skupaj igra tudi kakšne družabne igre. In tukaj je ta prednost, ki smo jo ljudje zanemarili, oziroma starši, zato pa zdaj otroci norijo. Vedeti morate tudi to, da je nekaj tudi na tem, kar so zdaj zadnje 2 let govorili
o tem grafenoksidu, vsebinah teh ampul, s katerim so posiljevali in načrtno zavajali ljudi, da so si dali ubrizgati to dvomljivo vsebino in veliko ljudi jamra, kako se obnašajo sodelavci, kako se obnašajo otroci. Veliko ljudi ima zdravstvene težave nepojasnega izvora in mislim, da je res skrajni čas, da si priznamo, da farmacija ne zdravi, ampak dobesedno ne bom rekla ene besede, zato ker moram paziti, kako se izražam, zato da nas ne bojo blokirali, ampak dobesedno uničuje človeška življenja. Dobesedno uničuje človeška življenja. Sem dvakrat ponovila. Jaz sem zelo zaskrbljena glede določenih posameznikov, ki imajo tudi na družabnih omrežjih veliko število sledilcev. Jaz jim pravim kvazi poduhovljenci in ti so šli tebe nima. Ema, ali kaj prideš? Jaz te čakam. Tebe nima, hvala. Noro. Tudi povedala bom zaradi mojih zob. Danes sem rekla, da bom kar direktna. Tako da gremo naprej glede otrok. Lejte, če mi ne bomo šli z vrednotam naprej, kaj so vrednote? Spoštovanje, dostojanstvo, sočutje, ljubezen, pomoč en drugmu, ne bo nič. In ti kvazi poduhovljenci, tako kot sem prej začela, jaz sem povem, oni so na strani agende. In vsi, ki pljuvajo zdajle, pa nas diskreditirajo, na dan vlečajo nemogoče in ne vem kakšne informacije, ki nimajo nikakršne veze z realnostjo. Nikakršne veze z realnostjo. Lejte, jaz sem se danes takole odločila, ker sem razmišljala, kdor želi o meni res tisto dejstvo. Jaz sem mu pripravljena pokazati vse papirje glede društva, v katerem sem bila. Vse papirje. Imam 2 centimetra dokazov, dokumentacije, tudi glede dogodkov. Vse vam lahko pokažem, ampak pri meni osebno. Tako da z lahkoto, z veseljem, zato da se določenim ljudem zaveše gofle, vam pa povem, da tega ne bi naredila, če ne bi imela zadej pošlihtano, pa tako, kar mora biti. Ker meni so obešali ne vem kakšne zneske, ti kvazi poduhovljenci, in ne vem kaj še vse, v resnici je pa zgodba popolnoma drugačna, ker vam tudi lahko potrdijo moje punce. In ko bo ta prvi dogodek, bomo tudi to povedali, kako to izgleda s temi stroški. Tako da boste malo obveščeni tudi o temu, da se že enkrat te pizdarije nehajo. Še to bom povedala, da sem bila pred leti 2018 pred volitvam 3.6., a je bil 3.7., mislim, da je bilo 3.6., tudi na enem srečanju v Gorenji vasi in so mi že kar obesali, da sem udbovka in ne vem kaj še vse, mislim, jaz sem se toliko nasmejala, sem rekla, očitno tem ljudem ni jasno, kaj to sploh je. Pa veste, če vam pošteno, iskreno povem, niti sama ne vem, kaj je to udba. Res ne vem, presežem ne vem. Res. In dajte napisati v komentarje, kaj to je, da razčistimo, pa malo kakšne presledke delajte vmes ali pa kakšne zvezdice vmes namečte, ko boste te besede pisali, take malo dvomljive, da nam ne bojo komentirali komentarjev. Da nam ne bojo blokirali komentarjev. No? Tako da res, lejte, v določenih stvareh nimam pojma, to so tiste zadeve, ki so za mene nepomembne, mi je pa, živijo Suzana, živijo vsi ostali, mi je pa zelo pomemben, na kakšen način delujemo, da
bi pridelali čim več naravne hrane, naravno pridelane in res sva se tudi z Ireno Rotarjevo zdajle pogovarjali, da res gremo v to smer, da tudi kmete ozavestimo, da ni vse v fitofarmaciji, da lahko z določenimi mehanskimi rešitvami rešimo mrskej na njivi. Jaz vam bom tudi pokazala, kako sem se jaz rešila pirance. To je plevel, ki ima nitke pod zemljo in če samo eno leto zanemarimo njivo, se to razširi, da je noro. To je ko slak, ko pereča zlatica, una podtalna ta nizka, to je katastrofa, kar se tiče. Aleš, hvala lepa. Hvala za povezavo, da se res spravimo nazaj k tem rešitvam. Vedeti morate tudi, da so v zadnjih 3 letih pospravili za to toliko upokojencev oziroma teh ljudi starih, ki so bili pa se upravičujem, ena muha me je klele mal osvajala, ki so bili zakladnica tega starega znanja o pridelavi naravni, rešitvah, katere kulture saditi skupaj, čeprav je zdaj veliko literature v knjigah in tudi imate profesorco Ano Volk, ona je, z Ano vam pa moram samo tole povedati. Mene je impresionirala prvič zato, ker ima dvojen doktorat, drugič zato, ker ima svoje posestvo v Dolah pri Mariboru, tretjič pa zato, ker je to ena svetla, redka izjema z dvojnim doktoratom, profesorca na Biotehniški fakulteti v Mariboru in ji je uspel ohraniti zdravo kmečko pamet. Moj globok poklon na tem mestu, njej in njej podobnim. In jaz vam povem, to je naše upanje, to je naša rešitev, to je vse, kar ta trenutek rabimo, pa naše pridne roke. Ja, res je, Natalija, to vse so rešitve in tudi, veste, mikroorganizmi v tleh, pa makroorganizmi, a ne mikroorganizmi so bakterije, makroorganizmi so pa črvi, pa različne žuželke, ki ohranjajo biodiverziteto v tleh. Za izboljšavo zemlje se največkrat uporabljajo metulnice, zato ker so sposobne vezati dušik iz zemlje, iz zraka v zemljo. Imajo tudi tak koreninski sistem, da zemljo zboljšuje, pa razhudniki, to so krompir, pa paradižnik, ki zemljo rahljajo zaradi izjemnega koreninskega sistema. Tako da, kar se tiče piranca, sem prej razlagala, ne rabimo, nobeno škropivo ni bolj učinkovito, kot je učinkovit kultivator. In sicer tako, da ga pravilno naštelamo, da to piranco potegnemo ven. Jaz sem lansko let imela zaradi delovanja v društvu izjemno zaplevelo njivo, ker sem se več ali manj posvetila drugim obveznostim, ne pa svojim. In veste, kako sem jaz to rešila? Tako, da smo 4-krat skultivirali njivo in vsakič sem pograbila dol, bil je krasen sonce, posušila, zažgala in tista piranca nikdar več pognala. Tako da je njiva, bom rekla, od prej 90% čista. In to samo v enem mesecu 4 kultivirani. Tako da tudi za kmete je ena velika rešitev, potem je pa še malo pač ročnega dela, da se zadeve pošlihtajo. Kar se tiče dogodkov glede otrok, sem prej malo preskočila pol na drugo tematiko. Bom rekla, da če mi starši in vsi odrasli ne bomo pri sebi pošlihtali travm, bolečin iz otroštva, ki jih imamo. Ker vi morate vedeti, da vse tole pluvanje, ki je, a se stran od sonca obrn, bo mogoče boljš, vse tole pluvanje po Facebooku, diskreditacije, razne, veste, po čem še prepoznate kvazi duhovneže?
jaz sem bil ta prvi, jaz sem to ta prvi, jaz sem uno prvo, jaz sem to. Kurac si ti. Direktno. Vi morate vedeti, da je zdaj eter tako odprt, da se vse informacije v etru širijo med ljudi, tiste, ki so odprti. In tukaj ni nobeden, jaz sem ta prvi, jaz sem to, jaz sem un, zato ker je eter tako postavljen, da vsi dobimo informacije, ki so tisti trenutek, veter piha, bom zaščitila tole, jaz upam, da bom v redu, ki so tisti trenutek v tem kanalu, ki prihaja med nas. Še nekaj povem, preden grem naprej na otroke, da vse tiste, ki bojo pod mojim objavam imeli nestrpne komentarje, pa se norce delali, vse od te dni naprej blokiram, direktno. Ne toleriram nič več, ker jaz teh budal, primitivnih na svojem zidu ne rabim. Če ćemo nekaj narediti, moramo iti s tistimi ljudmi naprej, ki so kulturni, ki so dostojanstveni, ki so tako, kot je treba, in če tega ne bo, sledi blokada. Žal mi je, ampak tako je. Kdor ima probleme sam s sabo, obstajajo psihologi, psihoterapeuti, knjige in se pejte podučiti, zakaj imate take težave sami z drugimi in zakaj se ne zazrete sami vase. Zakaj govorim o drugi osebi? Zato, ker vem, da veliko ljudi, ki gleda ta posnetek, tudi to spremlja in naj se malo zamislijo, meni dol visi, kva si mislijo, ker ne bom več tolerirala teh stvari, ker mi moramo iti z našo zadevo naprej. Kar se tiče otrok, jaz sem že 3-krat skrenila, 2-krat. Lejte, otroke imajo tudi psihopati, to veste, ne? Aha, zdaj pa veter začel pihati, točno vem zakaj, ker moram malo drugače povedati, kot sem imela prvotno namen. In ti ljudje, ne vem, če jim lahko rečemo ljudje, to so obsedenci z materializmom, statusom, s financam in tam so otroci dobesedno njihov strelovod za njihove, kako naj se izrazim, bolečine, ki jih doživljajo kot odrasli zaradi neuspeha. Mogoče, ne neuspeha, ampak morebitnega neuspeha. Ker večina zdravnikov, direktorjev in ostalih, ki imajo nek status, oni zelo pazijo na to, kako se obnašajo, kako se v javnosti vedejo, kako so napravljeni, kako se obnašajo otroci, in to so za otroke nenormalni, abnormalni pritiski. Zato se dogaja to, kar se dogaja. Če kaj spremljate, pa kaj berete, pa poslušate mogoče otroke, jaz sem to priložnost imela, kako ti otroci trpijo. Starši nimajo časa za njih, pridajo vsi živčni domov iz službe, ki imajo zaradi pogodb vezane določene zadeve, in taki starši nimajo časa za otroke. In kaj si pa otrok želi? Otrok si pa želi samo starša. Lejte, pa če bi si vsak starš vzel pol ure, res intenzivno pol ure za temeljit pogovor, vsak dan, pa jaz vem, da vseh teh krutih zgodb ne bi bilo. Ni problem v statusu, ni problem v materializmu, problem je v našem dojemanju človeške družbe, nas samih. In dokler tega ne bomo ozavestili, ne moramo pričakovati ne sprememb, ne da kako se otroci obnašajo, da bi se otroci dostojanstveno obnašali, ker se ne morejo, ker imajo tak zgled. Oziroma so prepuščeni sami sebi na milost in nemilost. Verjemite mi,
da se veliko staršev potem kasneje, ko so skoraj otroci že odrasli, zazre nazaj v svojo preteklost. In jaz sem bila danes priča pogovoru dveh očetov, ki sta rekla, da sta si bila enotna, da sta si premalo časa vzela, ko so bili otroci majhni. In da vesta, da je ta čas zavedno izgubljen. In da se bosta zdaj potrudila in da bosta svojim otrokom probala nameniti več časa. Veste, kdo je to sprožil? To so pa sprožili otroci sami, ki so, jaz ne vem, eni otroci so prav nekaj posebenega, ampak očitno smo mame tiste, bom rekla, še s tistim končkom zdrave osebne presoje, ker tem otrokom znamo prisluhniti in jih pravilno usmeriti. In jaz lahko za sebe povem, da sem otrokom zmeraj rekla, kakšna je situacija doma, kako se zadeve odvijajo in da ni drugega, kakor da razumejo in doumejo, da ne more biti drugače, kakor je, mogoče pa nekoč zna biti tudi drugače. In otroci, veste kaj, to je čudež, ne? Otroci nimajo sovraštva, nimajo jeze. In če tega otrok nima, a veste, kakšen blagoslov je to za družino? To je največ, kar vi lahko date otroku, da se mame, da se lahko kadarkoli obrnejo na vas. Kadarkoli. Pa če je še bolj tako težko, pa če ima še bolj kruta vprašanja, poslušajte jih v tišini. Objemite jih, rečite, da jih imate rade, ker to je največ, kar lahko date svojim otrokom. In taki otroci niso neagresivni, nenapadalni, znajo se pa postaviti za sebe, ampak na ta prav način. Tako da, veste, mi smo kot družba skrnili, kar je zelo, zelo narobe. In mi ne moramo pričakovati od sistema, da nas bo podprl, ker nas ne bo. Zato, ker sistem dela na uresničitvi agende že več kot 100 let. Njih ne briga družinska sreča. A ste vi zadovoljni, imate dosti denarja, to njih ne briga. Njih briga, da imajo poskusne zajčke, preko katerih lahko delajo to, kar zdaj delajo. In to, kar se je zgodilo v Beogradu, je alarm prve stopnje. Kaj smo mi z otrok naredili? Kako smo jih pahnili v milost in nemilost sistemu? Otrok ne rab sistema, otrok rab starša, mamo in ata. Ne pa transučiteljce, ki nimajo v šolah kaj delati. To bi se mogli zavedati tudi na Ministrstvu za šolstvo in družino. Ni problema, naj si menjajo spole, ampak ne, da to gledajo otroci. Ker oni imajo tega že tako na internetu preveč. Še to ne. Jaz sem že videla v parih družinah, da so starši, samo da je otrok pokazal, da zna z daljincem za televizijo delati, takoj kupili prenosne tablice, telefone, da jih lahko starši kadarkoli pokličejo, pa čeprav 2 ali pa 3 leta star, nima veze. In jaz sem gledala, ti otroci so bili več ali manj na teh tablicah. A veste, to je katastrofa. To je, pa se pa sprašujemo, za koga je tako, kakor je. Ne more biti drugače. Ne more biti drugače, da se danes dogaja to, kakor je. Otrok rab mamo in ata in svoje sovrstnike. Da trgajo kolena, hlače, plezajo po drevju. A kdo to danes od otrok sploh zna?
Mislim, da je bila generacija naših otrok zadnja generacija, ki je plezala po drevesih. Se spomnim mojega malega sina, lih komaj je shodil, je že bil gor na 20-metrskem orehu. A veste, to je za otroke. Danes jim pa porivajo starši tablice. In pol se sprašujejo, zakaj se je zgodil Beograd. Kje so klele poduhovljeni? Ja, Rosvita, res je. Agenda gre naprej, ker se večin fučka za svoje otroke. Pa veš, kaj je še? Večini se fučka tudi samih zase. Oni sploh ne vejo, ljudje sploh ne vejo, kaj se bo, kam mi gremo. Pa še to, ne? Tili dogodki. Zakaj so mediji zdaj to tako pograbili? Zato, ker je treba ljudem nabiti strah v kosti. In v skrbi, v strahu za svoje otroke bojo ljudje pristali na čisto vse, kar jim bo ponudil sistem. Na čisto vse. Tudi na popolno digitalizacijo, na odvzem svoboščin, samo da bojo lahko imeli otroke ves čas pod kontrolo, kaj se bo dogajalo. A veste, nas ni imel noben pod kontrolo, pa se ni nič kaj takega posebnega dogajalo. A ne? Otroci bojo samo še bolj pod pritiskom, še več se jim bo dogajalo v glavi, ne bomo pa naredili nič. Zato apeliram na vas, ljudje, živjo Ksenija, ki ste ozaveščeni, ki imate zdrav razum. Ja, ne se ne zavedajo, ne. Ja, ker strah ni nič drugega kakor sredstvo, da lahko sistem dela tisto, kar pač lahko dela, in s tem strahom se ubija intelekt tudi po familijah. A ne? Če ne boš to naredil, bomo pa to, pa ne bo unga, pa ne vem kaj še vse. A veste, jaz tega nikdar nisem delala. Živjel sem. Pa veste, zakaj ne? Zato, ker je treba narediti otroke pogumne. Naredi se jih pa samo tako, pa da imajo zdrav razum. Samo tako, da se jih posluša, da se jih pravilno usmer. Ja, pa veš, kje sem jaz, Suzana, še prebrala? Jaz sem danes poslušala tole, ki je bila tudi lansko let v Braslovčah, ki je prišla iz Srbije. O, vraga, kako, nimam zdajle, sem pozabila ime. V glavnem, samo na ta način bomo otroke naredili pogumne, dostojanstvene, spoštovanjem do njih samih in do nas, če jim bomo tudi mi dali svoje spoštovanje. To se pa da tako, da se jih posluša, da se ne mila lečka več ena druga. O, vraga, se mogoče bom spomnila. In Lela je Grabovac, tako, ja, tako, hvala, Ksenija. A veste, meni se srce trga, ko se začnemo pogovarjati o trpljenju otrok. Ne glede na karkoli, ali je to psihično trpljenje, ali je to fizično trpljenje, ko otroke pretepajo še danes, ali je to karkoli, ali je to verbalno nasilje. Verbalno nasilje je še slabše. Zato, ker, živjo, Suzana, zato, ker, a veste, verbalno nasilje je najbolj pogosto nasilje, ki se izvaja za štirim stenam. Nikjer se ne sliši, če smo tihi, ampak to posiljevanje z raznim ustrahovanjem otrok in med sabo, hvala, to je katastrofa. Jaz se samo sprašujem, kje so tukaj terapevti, socialni delavci, svetovalne službe po šolah? Kje so?
Veste, kaj je absurd? Da še sodelujejo zraven, ne vem, kako naj se izrazim, sodelujejo zraven pri maltretiranju otrok. Mi, kot družba, smo očitno popolnoma zabredli. Totalno zabredli. Katastrofa. Pol se pa še najdejo oni. Ja, to je res, ja. Verbalno nasilje, umora mame, pa ne samo to je bilo na večjih mestih, ko je mož se spravil na mamo zaradi ljubosumja, pa vpriča otrok ubil jo. In to je nezaslišano. Pa opozarja se pristojne inštitucije, od centra za socialno delo, policije, pa ne ukrepajo. Ker pravijo, da ne smejo ukrepati, dokler pač se ne zgodi nekaj. Ne? Mislim, to je. Kje smo mi kot družba? Kam smo prišli? A ne? Kje so tukaj oni kvazi poduhovljeni? Jaz sem prav fetiš na njih, prav uno, res. Kje so oni? Oni ne opozarjajo v teh stvareh, ampak samo to, kako bojo tiste, ko opozarjamo, razcufali. Potem jih prepoznate, jaz upam, da vidite. Tako da, to sem jaz imela danes zapovedati. Nisem bila, ne vem kako, ker me, Aleš, ne ukrepajo, ker jim je tako naročen, zato, ker morajo speljati agendo in so pohodili res človekove pravice, dostojanstvo, pa še to ne. Vsi se zgovarjajo na varstvo osebnih podatkov. Tega ni več. To varstvo osebnih podatkov samo še toliko uporabljajo, kar je proti človeštvu, kar je proti ljudem, kar je proti nam. Tam uporabljajo varstvo osebnih podatkov. Drugače pa morate vedeti, jaz sem zdaj na telefonu videla, kao pametni telefon, ne, kdaj je eden gor, ne vem, aj to z NPU-ja ali skje, ker določenih funkcij ne moram uporabljati, ker gre pa iz službe, pa vse lahko delam, tako da pač tako je. Tako da Alenka, ne morajo starši v šolo. A ne, včasih smo lahko šli, zdaj pa pač katastrofa je res. Mislim, in to mi starši dopuščamo, brez da bi se kdo postavil po konc pa zahteval. Starši so eden proti drugemu, mislim, to je, pa se pa še tam ne najdejo eni kvazi poduhovljenci, pa še med nami delajo razdor, mislim, zazjokat se je. Res se je zazjokat. Res se je zazjokat. Ne vem, kaj ne rečem. Jaz sem danes prav v žalosti, zato tudi je tale video malo bolj umirjen, ker ne morem, veste, kaj enkrat vidiš popolno sliko dogodkov, ko povežeš, kaj se pravzaprav dogaja med nami. Rozvita, res smo moteči, res je. Zato, ko vemo, zakaj se gre, povejmo na glas, Aleš, za koga delajo tisti, ki so plačani iz našega proračuna. Oni delajo za Svetovno trgovinsko organizacijo, oziroma za ta ameriški agrobiznis, ki ga vodi Svetovna trgovinska organizacija. Ta organizacija vpliva na popolnoma vse segmente naše družbe, od kmetijstva, politike, ekonomije, gospodarstva, bančništva. Povsod imamo te ljudi, ki so podkupljeni iz tega budžeta, prejemajo ogromne podkupnine. To se tudi zdaj vidi v zadnjem času v zdravstvu, ko so določeni direktorji enostavno ignorirajo nujne primere in tako naprej, in potem se je zgodilo Velenje in take zadeve, tako da potem vidite, kaj se dogaja, in tukaj ne rabimo imeti
nobenega drugega dokaza, ker to je dokaz neizpodbiten, da če tisti ljudje, ki res delajo srcem, pa ko so srcem pri stvari, zdravijo tako, kaj treba, tam, ki pa ne, se pa vidi, da jih je ta denar, ki so ga dobili v zadnjih 3 letih iz naslova COVID dodatkov, se je pač zgodil, kar se je pač zgodil, da nočejo enostavno delati in nas ignorirajo. Oni mislijo, da niso odgovorni za nič, da jih veže ta titula, ker so jih verjeten prepričali določeni, da enostavno ni problema, da jih bojo oni rešili, da odgovornosti pač ni, da se bojo zgovarjali na ne vem kaj, ugovor vesti, ne vem kaj. A veste kaj? Ti kot človek se ne moreš ogniti odgovornosti. Če ne drugač, karma v tem času neverjetno hitro opravlja svoje delo in zato se določenim ljudem dogaja, kar se jim pač dogaja. In ja, ne bojo se ognili, ker jaz vidim, imamo, pa ne na moji strani, v familiji, primer, ki vidiš, kako vest deluje. In tak človek postane žleht, tak človek škoduje, proba škodovati celi familiji na tak krut, brutalen način. Veste, to dela vest. In jaz to točno vem, zakaj, kaj je vzrok. Ja, Bojan, ja, imaš nezgodo, pa ti še na potence ne dajo. Ja, Bojan je mu zdaj eno izkušnjo in ko smo probali dobiti na potenco za zobozdravnika, so rekli doktorji, da mu ne pripada. Tako da sva midva rekla, da bova šla zdajle po obligacijskem zakoniku, lepo počas, se nič ne mudi, da bomo spravili zadeve tako, kot je treba. On ima zelo dobre izkušnje z obligacijskim zakonikom, veliko stvari že dosegel, tako da gremo naprej. Pa, ko bomo lahko dali ven v javnost, ta primer bomo dali ven v javnost, tako da boste vedeli. Tudi na sodišču smo pri 2 primerih izdrli, da so enega popolnoma ustavili, en primer so pa razveljavili. Tako da se da brez odvetnikov marsikaj izpeljati, še boljš, pa bomo videli, kaj se bo zgodilo. Tako da, ja, kar se tiče pa podkupovanja, mislim, tako, kot smo pa zdaj kot družba zašli, je pa vam povem, ampak zakaj je tako daleč šlo? Zato, ker so nas večino ljudi, morate vedeti, da je na minimalcih, ne? In še zato delodajalci prejemajo določene subvencije, da lahko sploh ljudem plačajo minimalca, so se ljudje kregali, kakšne traktorje imajo kmetje, a ne, tukaj je ista zgodba, ni nič drugač. Zato moramo pa ljudje stopiti skupaj, ne glede na vse, se povezati, ne pljuvati en po drugemu in da bomo, ko bo prišel kritičen moment, jaz sem tudi dobila informacijo, a ne, glede, kaj se bo dogajalo tudi s trgovskimi potmi in pa preskrbo s hrano, da oni bojo to speljali. Ampak takrat, ko bojo videli, da so nas dovolj skregali med sabo, zato da ne bomo mi, da ne bojo tisti, to se pravi ti kvazi poduhovljenci, da ne bojo pljuvali po sistemu, ampak da bojo pljuvali po nas, kao da smo zavajali ljudi in ne vem kaj, ampak a veste, glede COVID, zadnje 3 let, ne, glede COVID situacije, jaz se spomnim parih posameznikov, ki so že opozarjali prej, da se bo zdravstvo naredil kolaps in se je.
In tudi v prehrambeni industriji se bo zgodil kolaps. Zato samooskrba šteje, spoštovanje med nami šteje, pa zazihrajte se pri kmetih. A veste, kmetje bojo poskrbeli. Ampak za tiste, ki imajo spoštovanje, pa ki se bojo zapeljali na kmete, oziroma imate oskrbovalnico, poglejte na spletu, pa se prijavite in res vam povem, če ne, bo vsak mogel že zdaj, vsak zase prevzeti odgovornost, takrat pa še toliko bolj. Tako da jaz grem naprej delati, ful sem žalostna, res sem žalostna, zato ker da se pluva en po drugemu, pa da se takole ljudje zmišljujejo, to je katastrofa. To je. Ja, Vojko, pri nas je šel prej pred kakšno uro dež, oziroma 2 ure, pa je šel, pa ni šel, tako da me je pregnal z njive, sem ustrajala, dokler mi ni tekel dol vse, pa veter začel pihati, pa sem se mogla iti preobleči. Ja, le Irena, povpraševanje vzpodbuja ponudbo. In več, ko bojo ljudje, ko boste zahtevali naravno pridelano hrano, več bo tega v ponudbi. Tako da, kar z veseljem, ja, res, danes sem res, prav, vam povem, če bom še malo govorila, sem samo še zjokala, ker tole, kva delajo starši z otroci, tole pa, jaz sem srcem mama, z vso ljubeznijo sem mama, veliko očitkov pri mojih otrocih sem dol požrla, pa mi ni nič žal, danes vidim, da sem prav naredila. Stala sem jim ob stran, po dnev pa po noč, ko so bili včasih kakšne take psihične težave, pa se je pojavila kakšna vročina zaradi šole, je prišel k meni otrok, pa se jih meni stisnil v eni noči, pa je bilo vse v redu. To je zdravje naše. To je zdravje, ljubi moji. Mejte se radi, stisnite se k en drugemu, stisnite svoje otroke. Objemi in brezpogojna ljubezen so največje zdravilo, ki ga premorete. Ne vem, kaj hvala. Hvala. To bom rekla za zaključek. A veste, mi, ki se dobimo z vami, ki se objamemo, a veste, kakšna energija je to? To gre vse v eter, to gre vse v kolektivno zavest. Mož pa žena, ali pa partnerka, se ni važen, ki se spoštujeta, pa se objameta. Jaz sem en cajt imela s tem probleme, res sem imela. In klele se lahko res Bojanu zahvalim, da me je naučil določenih stvari, ki jih prej nisem imela. In vam povem, to so zdravila. To so zdravila res za otroke, za družino, za nas vse. In jaz sem tudi vesela, da poznam Aleša pa Ireno, od njiju sem se ogromno naučila in tukaj vama na tem mestu res ena iskrena, globoka zahvala za sočutje, potrpljenje, zgled, sodelovanje. Mi bomo premikali meje nemogočega, smo se zmenili, odločili, naredili ene čudovite vsebine, tudi glede samooskrbe, da bomo ljudem predali določena znanja, tudi probali boste vse, tudi naredili bomo 2 velika dogodka, v živo, malo drugače, kot smo imeli do zdaj. Hvala, Vojko, za srčke, hvala ti. Tako da
bomo naredili nekaj čist novega, da bomo samo nadgradili to, kar smo do zdaj zgradili in da gremo še večjo vnemo naprej, še večjo povezanostjo naprej in jaz se ful veselim prihodnosti z vami, vsemi, predvsem pa z mojimi srčnimi ljudmi, veste, kjeri ste, res, ljubezen, sočutje, objemi. To naj vam dam za zaključek. Jaz vas imam rada, da si misliti ne morete kako, pa veste zakaj? Zato, ker radi se mejmo. Zato, ker, a veste, tisto, kar daješ iz sebe, se gradi. Tisto, kar imaš v sebi, daješ drugim. In zdaj bom pa začela jokati. Rada vas imam in se poslavljam, ker drugače se ustaviti ne bom mogla. Za vas. Srečno.